Slovenija, majhna država z velikimi uspehi. Od vrhunskih športnikov, ki jih poznajo povsod po svetu, do izjemnih poslovnežev, ki s svojimi idejami in inovacijami definirajo celotne industrije. V tem videu vam bom razkril, kdo so bili najbogatejši Slovenci leta 2024, kako so ustvarili svoje bogastvo ter kam vlagajo danes. Ostanite z mano do konca in izvedeli boste, kdo je osvojil naslov najbogatejšega Slovenca v letu 2024. 10. mesto, Joc Pečečnik, 240 milijonov evrov. Joc Pečečnik je obogatel s prodajo podjetja Interblok, ki proizvaja vrhunske igralne avtomate. Po prodaji je Pečečnik svojo kariero nadaljeval kot investitor. Eden največjih njegovih projektov je obnova bežigrajskega stadiona, ki ga želi preoblikovati v sodoben športni in poslovni center. A projekt zaradi pravnih in birokratskih ovir že 15 let stoji na mrtvi točki. Zaradi tega je velika možnost, da se bo stadion prodal državi. Pečečnik pa hkrati opravlja tudi funkcijo predsednika Kluba slovenskih podjetnikov, kjer povezuje uspešne podjetnike in podpira rast slovenskega gospodarstva. 9. mesto, Ivo in Anastasija Taja Boscarol, 249 milijonov evrov. Boscarol je svojo pot začel kot ustanovitelj podjetja Pipistrel, pionirja v razvoju električnih letal. Podjetje je leta 2022 prodal ameriškemu konglomeratu Textron za več kot 200 milijonov evrov. Po prodaji sta s hčerko v občini Ajdovščina namenila 25 milijonov evrov za naložbe, pri gasilcem kar 1,5 milijona evrov v zahvalo za pomoč pri gašenju požarov na Krasu. Sedaj pa se je Boscarol posvetil velikim nepremičninskih projektom. V Ljubljani želi prenoviti bivši Kolosej ter ga spremeniti v poslovno-zabaviščni center imenovan Odiseja. Poleg tega planira na območju bivšega kompleksa Žita v BTC-ju gradnjo malega zelenega mesta imenovanega Galaksija. Boscarol plemeniti svoje premoženje v več kot 19 različnih naložbah, od startupov kot je Sipaboard do podjetij obrambne industrije kot je Teamtech Defense, ki se ukvarja z obrambo pred droni. 8. mesto, Marko Pistotnik, 252 milijonov evrov. Marko Pistotnik je obogatel kot eden izmed ustanoviteljev podjetja Outfit 7, ki je razvilo globalno uspešnico, aplikacijo Talking Tom. Po prodaji podjetja je večino zaslužka vložil v nepremičnine in logistične centre, ki mu danes prinašajo stabilne prihodke. Njegovi projekti segajo od Slovenije do Srbije, kjer gradi moderne logistične objekte za svetovne blagovne znamke. 7. mesto, Igor Akrapovič, 253 milijonov evrov. Igor Akrapovič je svojo prepoznavnost in bogastvo zgradil na izdelavi vrhunskih izpušnih sistemov za motocikle in avtomobile. Njegova blagovna znamka Akrapovič je sinonim za kakovost, inovativnost in ikoničen zvok. Podjetje je prisotno v več kot 80 državah in je ključen igralec v motošportih, kjer so njihovi izpušni sistemi prispevali k osvojitvi več kot 175 naslovov svetovnega prvaka. Akrapovičevi prihodnji izzivi vključujejo vedno strožje okoljske predpise in elektrifikacijo vozil, vendar ostajajo vodilni inovatorji na področju izpušnih sistemov. 6. mesto, Igor Lah, 326 milijonov evrov. Igor Lah je obogatel v času privatizacije. Kot soustanovitelj podjetja Divide je upravljal več investicijskih družb in postopoma konsolidiral lastništvo. Kasneje je premoženje prenesel v davčno ugodne države, kot sta Ciper in Švica. Njegove ključne naložbe vključujejo nepremičninski sklad Ciref, ki ima v lasti stavbe, kot je stolpnica TR3 v Ljubljani, in steklarno Hrastnik, ki letno ustvari približno 89 milijonov evrov prihodkov. Je pa tudi strasten jadralec in tekmovalec z jadrnico Ciref, s katero je osvojil že več naslovov svetovnega prvaka. 5. mesto, družina Šešok, 340 milijonov evrov. Družina Šešok upravlja svoje premoženje prek treh stebrov: industrijskega, nepremičninskega in finančnega. Industrijski steber temelji na skupini Iskra, ki je ena največjih slovenskih industrijskih družb. Specializirani so za elektro in sistemske rešitve. Lani je Iskra ustvarila kar 272 milijonov evrov prihodka in 16,6 milijonov evrov čistega dobička. Nepremičninski steber vključuje obsežen portfelj poslovnih in logističnih nepremičnin v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Madžarski in Bosni in Hercegovini. Finančni steber pa obvladujejo prek nemškega holdinga Finadria, ki vlaga v sklade tveganega kapitala, nepremičnine in deleže v drugih podjetjih. 4. mesto, Vesna in Dari Južna, 345 milijonov evrov. Zakonca Južna sta obogatela prek podjetja Perspektiva, ki vključuje več panog, od tekstilne industrije pa do gradbeništva. V lasti imata modno znamko Lisca, gradbeno podjetje CGP, tiskarno Novo mesto in 10% delež Petrola. Pred kratkim sta investirala tudi v medijski trg z nakupom deleža v podjetju Salomon. 3. mesto, Jure Knez, 360 milijonov evrov. Jure Knez je soustanovitelj in največji lastnik podjetja Devesoft, ki razvija programsko opremo in merilne naprave za industrijo, vesoljsko tehnologijo, avtomobilizem in energetiko. Podjetje je ustanovljeno leta 2000, je danes prisotno v več kot 15 državah in sodeluje s svetovno znanimi podjetji, kot so NASA, SpaceX, BMW, Siemens in Bosch. Devesoft je v zadnjih letih izjemno hitro rasel. Prihodki so se v 2 letih skoraj podvojili. Leta 2023 so znašali 103 milijona evrov, dobiček pa kar 37 milijonov evrov. Knez si prizadeva, da podjetje ostane v slovenski lasti. Zaposleni pa imajo možnost lastništva deležev, kar spodbuja zvestobo in inovativnost ekipe. 1. in 2. mesto, Izasija in Samo Logil.
414 milijonov evrov vsak. Izasija in Samologin sta ustanovitelja podjetja Outfit 7, znanega po aplikaciji Talking Tom, ki je osvojila svet. Podjetje sta leta 2017 prodala za približno 650 milijonov evrov. Izasija sedaj vlaga v trajnostne projekte, prek fundacije L-Love pa razvija luksuzne nepremičnine za uporabo trajnostnih materialov in vodi Akademijo Remina za izobraževanje vodstvenih kadrov. Samologin pa se je usmeril v ekološko kmetijstvo. V Srbiji je kupil 3700 hektarjev polj, ki razvija ekološko pridelavo brez pesticidov. Poleg tega pa razvija programsko opremo za kmetijsko upravljanje in podpira trajnostne inovacije. To so bili najbogatejši Slovenci leta 2024. Njihove zgodbe dokazujejo, da je uspeh mogoč z inovacijami, trdim delom in strateškimi investicijami. Če vam je bil video všeč, ga delite in se naročite na kanal za več zanimivih vsebin o financah ter naložbah.